14. in 15. novembra je potekal že 24. tradicionalni posvet poslovanja z nepremičninami, največji strokovni nepremičninski dogodek pri nas. Prvi dan posveta so udeleženci na okrogli mizi z naslovom Problematika obdavčenja nepremičnin imeli priložnost slišati veliko argumentov za in proti sprejetju v tem trenutku zelo aktualnega novega nepremičninskega davka. Na tej okrogli mizi je razprava kar burna. Zahtevalo se je veliko popravkov, sprememb, dopolnitev, nekaj je bilo upoštevanih, kar nekaj ne. Kakšna bo zdaj končna verzija, bomo videli danes, če bo ta zakon potem tudi sprejet. Kar se tiče z mojega stališča, se bojim, da se bodo spet zelo obremenile nepremičnine v gospodarstvo, s tem poslabšale seveda položaje še v gospodarski stroki, pa ne samo na tem področju, ampak še na ostalih. Je pa res, da ta davek je treba sprejeti, treba iti dalje, treba je nekaj tudi na tem področju narediti, uskladiti, popraviti, urediti in upamo samo na najboljše. Kolikor se bo pokazal interes, da lahko pri tem tudi pomagamo, smo seveda absolutno za to. Ko se bodo pojavljala vprašanja, kako strokovno rešiti ekscesne primere, prevelike obdavčitve za nekatere subjekte iz gospodarskega sektorja, ker tam bomo mogli iskati posebne rešitve, verjetno tudi v okviru komisije, če bo danes amandma sprejet na 14. člen zakona. In ta komisija bo oblikovana pri geodetski upravi oziroma se strani članov geodetske uprave, davčne uprave in 2 veščakov za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. In takrat bomo gotovo potrebovali tudi intenzivno sodelovanje z gospodarsko zbornico, kajti spremembe v obdavčitvi bodo seveda za nekatere subjekte zelo velike, bodo pa seveda bolj normalizirane in bodo manjše razlike med obdavčitvijo. V okviru članov Združenja stanovanjskih skladov, ki se ukvarjajo pretežno z oddajanjem stanovanj na neprofitnem področju, skratka člani združenja predstavljamo predstavnike lastnikov nepremičnin, ki se ukvarjamo z razreševanjem najbolj perečih stanovanjskih vprašanj. Med našimi najemniki so socialno ogrožene družine in kot največjo problematiko izpostavljamo to, da zakon o davku na nepremičnine predvideva kot davčno osnovo tržno vrednost nepremičnin. Na drugi strani pa vemo, da osnova za izračun neprofitne najemnine je administrativno določena vrednost, ki je v velikem nesorazmerju s tržno vrednostjo, kar pomeni, da davčna obremenitev je v nesorazmerju z obračunanimi neprofitnimi najemninami. Po drugi strani, kot sem že omenil, imamo med najemniki največje socialno ogrožene družine, ki po eni strani ne zmorejo zaradi nizke kupne moči, ne zmorejo več plačevati niti osnovnih obratovalnih stroškov, niti najemnine. Zakonodaja pa omogoča, da se ti neplačani stroški kot preko subsidiarne odgovornosti naprtijo lastnikom. Z tega stališča je potrebno doreči pogoje delovanja javnih skladov na tem področju, kajti z dodatnimi davčnimi obremenitvami bo se število neprofitnih stanovanj kvečjem zmanjševalo, kaj šele povečevalo. Povečanje najemnih stanovanj je pa eden od glavnih ciljev stanovanjske politike. Jaz se pridružujem strokovnjakom, ki so razpravljali na tej nepremičninski okrogli mizi, predvsem v tistem delu, ko govorimo, da gre tukaj za neko dajatev oziroma davek, ki bi jo morali državljani plačati zaradi tega, ker posedujejo nepremičnine, ne pa zato, ker rabimo denar za to, da polnimo proračun. V bistvu pa tukaj se pojavljajo dileme, ali gre dejansko za davek na nepremičnine, ali gre za nek premoženjsko dajatev, ki pa v bistvu v tem primeru, če je to temu tako, ne zajema vseh vrst premoženja in
Strinjam se s tem, da bi moral prvenstveno služiti temu, da se infrastruktura, ki služi za to, da se te nepremičnine normalno lahko uporabljajo iz naslova teh tako pridobljenih davščin ali sredstev, vzdržuje. Prav gotovo bo zelo dober indikator, kako dobra priprava je bila tega zakona in ali je zadev tisto, čemu je bil namenjen, vedeli v tistem trenutku, ko bodo ti davki odmerjeni. Na drugi okrogli mizi istega dne z naslovom Energetski zakon je potekala razprava o vplivu določil predloga energetskega zakona na nepremičnine in upravljanje nepremičnin. Družbe, ki se ukvarjamo z upravljanjem z nepremičninami, se v bistvu srečujemo z določili tudi zdaj veljavnega in predvidevamo tudi spremenjenega energetskega zakona že dalj časa. Sam energetski zakon po eni strani ureja tudi upravljanje naše dejavnosti, upravljanja skupnimi kotlovnicami, kakor tudi ureja tudi druga vprašanja, s katerimi se srečujemo pri našem delu. To je po eni strani energetska sanacija objektov, ki je spodbujena tudi z državnimi predpisi in spodbudami, ki jih izvaja Ekološki sklad. Z določili podzakonskih aktov energetskega zakona se srečujemo tudi pri delitvi stroškov za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah. In prav tako predvidevamo, da se bomo z tem področjem srečevali v bodoče, ko bo potrebno za vse objekte, ki so v našem upravljanju, izdelati oziroma priskrbeti energetske izkaznice. V okviru projekta Profili je potekala okrogla miza z diskusijo. Projekt izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva, problemi in rešitve, ki je večplastno, z obeh strani enakovredno in poglobljeno predstavil tovrstne projekte izgradnje. Javno-zasebno partnerstvo je prav gotovo dopolnilo klasičnemu javnemu naročanju in mi v gradbeništvu vidimo tukaj možnost dodatne širitve trga, istočasno pa tudi javno-zasebno partnerstvo zahteva urejene razmere na trgu, jasne pogodbe, optimalne projekte, tako ekonomsko kot potem eksploatacijsko, in seveda to je tisto, kar gradbeništvo rabi. Gradbeništvo rabi red, rabi predvidljivost. In mislim, da javno-zasebno partnerstvo je tisto, ki to lahko prinese. Namreč projekti v javno-zasebnem partnerstvu so ponavadi narejeni kvalitetno z namenom, da jih tisti, ki je v njih investiral, tudi eksploatira. In vse to se ceni v fazi naročanja. In tukaj seveda potem se izognemo tem nenormalnim razmeram, ki jih povzročajo pri nas problem naročanja po najnižji ceni. In seveda to vodi v višjo kvaliteto delovanja vseh, torej tudi izvajalcev in pa seveda tudi uporabnikov teh objektov. V tehničnem smislu, s čimer v bistvu se ukvarjamo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, je priložnost oziroma napredek videti v javno-zasebnem partnerstvu glede na sedanjo prakso v boljši skrbi za stavbe, kolikor bo ta kombinacija lastništva in skrbi za stavbe vzpostavila boljšo skrb in vzdrževanje stavb, potem je v tem smislu napredek. Vkolikor pa stvari, razmerja in skrb ni dogovorjena vnaprej, pa lahko zaradi te deljene odgovornosti prihaja lahko tudi do težav. Do sedaj se je najnižja cena pokazala pri naročanju kot problem, ker je posledično po izgradnji objektov prišlo do večjih težav. Vkolikor bo ta kriterij bil spremenjen v kriterij boljše kvalitete, manjše dolgoročne cene, potem je to vsekakor napredek. Sam mislim, da je največja past v tem, da smo majhna država, zaradi tega, ker smo majhna država, si morebiti vsi preveč zaupamo in namesto tega, da se projekti, ki gredo v izvedbo javno-zasebnih partnerstev, v zadostni meri preštudirajo, poglobijo, dogovorijo, zapišejo pogodbe, se v začetni fazi pretirano hiti, ko pa so pogodbe sklenjene in je potrebno pričeti z izvedbami, tedaj pa se začnejo problemi, ki bi se sicer morali reševati že pred sklenitvijo pogodbe. Lahko pa povemo, da so praviloma torej projekti v predhodnih fazah v nam primerljivih državah bolje dodelani kot v Sloveniji. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu je stopil v veljavo marca 2007.
od takrat naprej imamo zakonodajni okvir, ki se pa po mojem prepričanju pa po izkušnjah pravzaprav ni tako prijel, kot bi bilo pričakovano, da se je prijel. Namreč ves ta čas, ko je v bistvu na nek način še bila konjunktura, ko so bila še javna sredstva za javne investicije, se je raje izvajalo javne investicije, se pravi, kjer se direktno potroši javni denar za plačilo zasebnemu sektorju, namesto da bi se takrat varčevalo, pa morda že šlo v projekte javno-zasebnega partnerstva, ki bi bilo morda tudi bolj zanimivi. Zdaj smo pa določene stvari z javnimi sredstvi, pa z javnimi investicijami zgradili, pa je mogoče tudi interes zasebnega investitorja malo manjši, privatizacije tistega, seveda, kar smo zgradili, se pa otepamo. Se pravi, smo v začaranem krogu. Denarja za nove javne investicije nimamo, javno-zasebno partnerstvo je pa v enem delu mogoče malo manj interesantno, z vidika javnega partnerja za samo izvedbo je pa dodatno problematično, ker je v bistvu bolj zakompliciran postopek kot postopek javnega naročanja, vezan na pripravo zahtevne dokumentacije, investicijske dokumentacije, soglasje nadzornih organov javnih partnerjev, se pravi vlade oziroma občinskih svetov, kar seveda prinaša zraven še dodatno politično tveganje in politično kupčkanje in seveda tak projekt ne samo, da je zapleten, tudi pravzaprav izvedba od začetka do cilja še dolgotrajnejša kot pri neki investiciji po javnem naročanju. Tako da, če bi te ovire odstranili, da bi postopek mogoče bolj poenostavili seveda in da bi seveda neke inovativne projekte našli, bi seveda tudi javno-zasebno partnerstvo lahko zaživelo. Je pa res, da je veliko teh projektov, ki bi bili primerni, kjer bi bil privatni interes zaradi pozitivnega denarnega toka in dobička, ki ga prinaša pravzaprav, so bili že izvedeni po sistemu javnega naročanja in seveda zdaj vprašanje, ali bomo privatizirali. Kakšna pa je ocena posveta? Glede na splošno situacijo v družbi in seveda posledično v gospodarstvu in tudi v naši panogi, se mi zdi, da smo uspeli zadržati nek tempo, ki je boljši od sicer, bom rekel, tempa na tem nepremičninskem področju.